Lep pozdravček z vami Silvija iz skupinice Tree of Life. Tokrat je na mojem kopalniškem umivalniku gneča. Namreč posnetek bo, ko ste že videli, o čiščenju menstrualne skodelice. Govorili bomo predvsem o čiščenju vsakodnevnem, to se pravi med uporabo. Zato bom dezinfekcijo tokrat spustila. Torej, tele Milton tabletke bom danes kar pospravila. Prav tako tale lonček za prekuhavanje. Pustila pa bom zaenkrat še peroksid in pa alkohol ter tole škatlico. Ja, menstrualna skodelica v ciklu ne potrebuje kakšnega posebnega tretmaja, seveda pa lahko vseeno izvajate vse vam potrebne ukrepe. Menstrualno skodelico je treba dobro očistiti od znotraj in od zunaj ter dobro očistiti luknjice. Zdaj pa si kar poglejmo, kako bomo to tudi naredili. Ničkaj bom prestavila. Takole. Ja, torej, uporabili smo menstrualno skodelico. Menstrualna skodelica je umazana tako od zunaj kot od znotraj. Najverjetneje se je kaj zataknilo tudi v telih luknjicah, tako da je potrebno ustrezno očistiti. Prva stvar, ki jo naredimo, je, da jo speremo pod vodo. Danes bomo uporabili kar tole Lali Wash, ki je primerno za čiščenje tako intimnih predelov, kot tudi menstrualne skodelice. In bomo kar to storili. Takole, menstrualne skodelice operemo pod vodo. Znotraj, okrog in okrog, zunaj, stebelce. Malo lahko tudi raztegnemo v tem delu, kjer so luknjice. Se luknjice že na ta način očistile. Vzamemo malo mila. Poglejte pri posameznih proizvajalcih, kaj priporočajo za čiščenje njihove menstrualne skodelice, ampak večina kar priporoča čiščenje z blagim milom, pri Lali Cup pa svetujejo kar njihovo Lali Wash milo. Takole. Dobro jo napenimo. Poleg menstrualne skodelice Mosquito sem dobila tudi eno zelo luštno ščetko z zelo mehkimi ščetinami, namenjeno za čiščenje menstrualnih skodelic. Nisem še našla, kje bi jih prodajali, tole je firma, ki je napisana na ročaju. Je pa zelo fina, namreč majčkeno podrgne v teh delih, kjer so oprijemalke, da res dobro očistimo. In pa lahko tudi z tole ščetko notranjost skodelice umijemo, kolikor ste občutljivi na kri. To se pravi, zdaj smo jo počistili od zunaj, od znotraj luknjice, speremo, tako, tudi ščetko, takole. Zdaj, kolikor se vam dogaja, da je menstrualna skodelica še vedno slabo očiščena, to se pravi, da so luknjice še vedno polne, je zelo fina tale ščetkica. Jaz upam, da vidite. Evo jo. Ta ščetkica za čiščenje medzobnih prostorov. Jaz imam kar eno tole držalce in eno tole ščetko v približni velikosti luknjic mojih menstrualnih skodelic, kar pripravljeno skupaj z ostalim čistilnim priborom za čiščenje in jo uporabljam, kadar sem doma, in z njo očistim luknjice. Takole, v luknjico damo ščetko in v bistvu naprej nazaj podrgnemo, da se tudi luknjice takole očistijo. Gremo okrog po vseh luknjicah, namreč prav je, da so tudi luknjice dobro očiščene. Takole. No, se tale. Evo. Tako. Ja. Takole smo, zdaj še speremo, čistim menstrualno skodelico. To je za vsakodnevno uporabo dovolj. Če se vam ne zdi dovolj, lahko seveda uporabite tudi peroksid. Takole. V peroksidu jo lahko tudi za dezinfekcijo namočite čez noč, prav tako bo peroksid pomagal tudi pri, kolikor je vaša skodelica obarvana, to se pravi pri obarvanju. Lahko uporabite tudi alkohol, jo celo našpricate
z alkoholom. Takole malce ga je že malo noter, evo takole. Krog in okrog, tudi čez luknjice. Zelo pomembno je, če jo špricate z alkoholom in jo boste potem uporabile, je, da se skodelica res dobro osuši. Če bo prišel alkohol na sluznico, vas bo zelo peklo, tako da svetujem, da malo takole otresate, skratka, da jo pustite takole, da se posuši. Zelo dobra za sušenje skodelice je tole sicer nastavek za skodelico kupljen, ampak vas zelo spominja na v bistvu držalo za jajca. Lahko porabite tudi tistega in skodelico takole noter položite, potem ko je oprana, da se tudi posuši pred uporabo. Skodelice nikoli ne odlagamo takole, pač pa jo na podlagi pustimo tako. Ja, zdaj smo rešili, kako za menstrualno skodelico skrbimo doma. Ker pa nismo vedno doma, kadar uporabljamo menstrualno skodelico, bomo zdaj očistili menstrualno skodelico še tako, kot bi jo sicer očistili nekje na javnem stranišču. Super je, če imate s seboj neko podlogo, kamor boste menstrualno skodelico odložili, potem ko bo čista, preden boste ponovno vstavili oziroma umazana, preden jo boste očistili. Fajn je, da si vzamete en takle podstavek za menstrualne skodelice, ga položite na podlago in tukaj gor boste lahko odložili svojo menstrualno skodelico. Menstrualno skodelico vzamemo iz nožnice. Za čiščenje v javnih straniščih lahko porabite recimo 5 deci steklenico vode, jo polijete, umijete ali pa takle čistilec, kot je tale recimo. Predtem pa jo jaz običajno umijem kar z Lali robčki. To so robčki, ki so namenjeni tako za intimno nego, kot tudi za nego menstrualne skodelice. Takole. Robček vzamemo ven, očistimo od znotraj, od zunaj. Takole, okrog in okrog. Potem spodaj po prijemalkah dobro očistimo, pa pecelj, kolikor ga imate. Raztegnemo luknjice, kolikor se le da, in očistimo noter v luknjicah. Vse 4 pri Lali Cup. Tako. Skratka, res dobro obrišemo. Običajno boste porabili več kot en tak Lali Vibe robček. Naj vas ne zmoti luknjica, to je v bistvu testna skodelica, namenjena prezentaciji. Vaša ne bo imela luknjice, tukaj ste videli, da luknjice ni, to je dejansko moja Lali Cup skodelica. Skratka, ja, porabili boste več kot en tak robček, zato da boste skodelico res dobro očistili. Jaz imam običajno s sabo še en sprejček, in sicer alkohol, ki sem vam ga prej pokazala, s tem, da ta je zelo nepraktičen za sabo nositi, ker je zelo velika tale steklenička, lahko vzamete tudi manjšega. Uporabljam pa velikrat tole, Meni je fajn zaradi tega, ker špricne čez luknjice. To se pravi, nastavim in res špricne česa, takole, vidite? Tako da se luknjice res dobro očistijo, Tako, in pa seveda po celotni površini. Zdaj po želji jo lahko potem še sperete, ni pa potrebno, Takole. Vedno jo malce otresem, tako da tako skodelico lahko potem ponovno uporabite oziroma jo še očiste z robčkom, kolikor želite. Takole. In jo ponovno vstavite. Ja, zdaj jo lahko odložite, si pripravite in jo uporabite. Kaj bi vam svetovala? Skrbite za higieno rok, to se pravi, preden greste na stranišče, si umijte roke, lahko si jih umijete z čistilnim robčkom, lahko si jih, preden vzamete skodelico ven oziroma jo vstavljate, tudi roke razkužite, Zdaj o pravilnem načinu razkuževanja zdaj ne bom. Skratka, skrbite za to, da so vaše roke čiste, ko jemljete skodelico iz nožnice in ko jo vstavljate v nožnico. Hkrati pa skrbite tudi za to, da je vaša skodelica čista. S tem se izognete morebitnim okužbam z
menstrualno skodelico, ki pridejo zaradi nečistoče rok in pa menstrualne skodelice. Ja, to je to za enkrat, takole vam bom obrnila, da boste videli vse, kar sem uporabila. Naslednjič, ko pa bomo zopet pogledali čiščenje menstrualne skodelice, pa se dobimo v kuhinji. Zakaj v kuhinji, boste videli naslednjič. Do takrat pa, kolikor imate še kakšno vprašanje v zvezi z čiščenjem menstrualne skodelice, me lahko kontaktirate spodaj pod objavo oziroma v skupinici Tree of Life. Lep pozdravček do takrat.